Vzamite še kak tale pas, da boste imeli luči. Drugače pa bo malo rukalo ostalo, imamo več pogovorov, tako da se razporedite, tako da... Ne, glasujete vi, od Zajrabca. Hello. The audio guide, you must press the number 99 and you will hear the welcome speech. The welcome speech is the first point where we listen. In your language, you can listen now right in your own language, okay? You must press number 2 times 9. 9? 2 times. Okay. 99. Cenjeni obiskovalci, dobrodošli v podzemlju Pece. Skrivnostni rovi, po katerih smo se pravkar peljali, so nekoč povezovali delovišča rudarskih skupin. Nahajamo se na eni osrednjih jamskih izstopnih postaj, postaji Moring. V bližini je tudi nadzorniška pisarna, v kateri so delili rudarje v delovne skupine za določen dan. In odkopov se razteza po površini več kakor 10 kvadratnih kilometrov. Rovi v Peci segajo vse od globine 267 metrov tja do nadmorske višine 2000 metrov. Now we have to get number 2. And this is the control room. Here the miners each morning came together and supervise the taking wet and water must go next to work. Okay? Pa 10, če bo koga še dodatno kaj zanimalo, ne bomo na taki točki kar vprašali. In na koncu se bomo po v bistvu vrnili nazaj do postajališča, odkoder se bomo na površje podpeljali z vlakom. In ta obzorja, ko jih omenjam, ali nadstropja, so nekaj zelo podobnega kot na industrijsko pridobivali. Rudarji so sledili žilam rude, kot vidite tule v stropu, to rudo so odkopavali, odvažali na površje in za njimi ostanejo prazni prostori. In ker smo na površje odpeljali več kot 19 milijonov ton rude, je pa zdaj tu spodaj okrog 1000 kilometrov. Nisem vedela. Smo se učili vse so.
uporabljali dvigala? Seveda. So kaj modernizirali? So for the other right here you have number 5, and here you can see the stairs that the miners are used before they work in the mine. No torej, rudarji preko so še delali v rudniku, niso uporabljali tako dobrih stopnic, kot imamo zdaj zgrajene v muzeju. Rudarji so prvi uporabljali take 9 stopnice ali tretne, kot vidite tamle. In to so se položili kar skozi poševne jamske prostore ali nadkope, kot vidite nad nami, in ti so zgradili zato, da so povezali med sabo obzorja v rudniku. Tako da ta krov je rudarjem služil enak namen, kot tam doma stopnišča, ko niso zadegovali na višjo ali puščali, ko ni na nižje delovišče. No, torej, pred nami je prvi nakladalni stroj, tako imenovani loder, in ti so rudarji začeli uporabljati 1955. leta. Rudarji so pravili, da temu prepihu je pa temperatura v rudniku skozi vse leto enaka, to je od 8 do 10 stopinj Celzija, in pa tudi vlažnost v zraku, ki je kar 90%. Veliko je to povzročalo revmatizma pri rudarjih, ki so delali v rudniku. In zato smo večinoma pri nas uporabljali pa pneumatske stroje, ki jih poganjajo kompresori, kot je tale pred nami. Tako, tudi da. Ker stopite malo bliže, še otroci, da boste kaj videli. Veste, tole je pa pneumatski raziskovalni stroj. Ta vrta pa do globine 30 metrov, za razliko tistega na drugi strani, pa pri tem rudarji pridobivajo prašnate vzorce. Torej, stroj zgrajuje vrtino, iz katere pada prah, in ta prah rudarji potem zajemajo take plastične vrečke, na vrečko napisan še številko metra, številko vrtine, ter to kot vzorec pošljajo v laboratorij. No, dobra lastnost stroja je v tem, da je manjši, vidite, se lahko postavi vsaka. To samo v rudniku, mi nismo imeli šahta, ki bi segali na površje. Mi smo na površje imeli transportne rove, kjer smo rudo vozili z vlakom. So for the Audi right here is number 9, and here you can see the lift or elevator that you use. Leta 2015 smo v Mežici praznovali 350 obletnico začetka rudarjenja in pa 50 obletnico nastanka tovarne akumulatorskih baterij. In zato smo tudi predstavili oziroma na novo odprli na krajšo točko, kjer se lahko nazadnje ogledate, s kakšnimi orodji in opremo so rudarji v rudniku delali, kakšno so rudo pridobivali. And this car battery is still produced in town. And here you can see the transportation of material from higher to lower places. So that's why the miners built the shaft like you see over here for connecting the floors one to each other, and then they throw the material in and it's fall down by themselves. No, torej, na tak način, kot vidite, tule so pa rudarji rudo transportirali po rudniku navzdol, ker je nad nami še kar nekaj. This is where I found a lot of good material in one place, and more lead and zinc we dig it out, the biggest place is taken out. Tak način, da so vedno vrtali recimo v stropi, kako se razstrelijo in razstrelijo. In material je pa... La visite avec James Bond, elle est trop bien. Yeah, sport. Tu vas par là pour le démonter tout à l'heure? Non. En fait, on va arriver par l'avant. Be careful here, it's a little bit lower places. Oui. White, right. Otherwise, black. Because in the kayaks, it's the limited number of people that we can.
Vidite, tule naprej bomo videli samo še najmodernejše stroje, ki so jih rudarji uporabljajo v zadnjih 20 letih rudarjenja, in to je eden izmed njih, to je nakladalec. And here you can see the machines who are on the railroad. So with that kind of machine we build the horizontal pits. Like in Martine stroj makne na varno mesto, Martine pa napolni z razstrelijo, te razstrelili. In na dveh je nastalo 100 do 120 ton materijala. V rudniku, ker v 60 letih je bilo več kot 900 rudarjev v rudniku zaposlenih in seveda so taka strelišča tudi morali uporabljati. In gradili so taka strelišča rudarji iz lesa kar sami,